segundos y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación. Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esa historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes es un signo positivo que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú que me revuelve, que eres tú que me enamora, tú que me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu miedo, con pasado, con presente, con su enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar, porque juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día. Despertar, despertar. Es tu sexo, no tu sangre, que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Es un signo positivo que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu miedo, con pasado, con presente y con su enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Prišla je najprej čista, oblečena v nedolžnost. In kot otrok sem jo ljubil. Potem se je oblekla v ne vem kakšne obleke. Začel sem jo nevede sovražiti. Postala je kraljica, razkošna v svojih zakladih. Kakšna nespametna jeza in trpkost. Potem je šla in se slekla. In smehljal sem se ji. Obdržala je tuniko svoje davne nedolžnosti. Verjel sem znova vanjo. In slekla je tuniko in se pokazala vsa gola. O, strast mojega življenja, gola poezija, moja za zmeraj. Ne zaupam roži iz papirja.
saj sem jo toliko kratov naredil s svojimi rokami. Pa tudi oni drugi ne zaupam, resnični roži, hčeri sonca in letnega časa, zaročenki vetra. Vate, ki te nikoli nisem naredil. Vate, ki te nikoli niso naredili. Vate zaupam, popolni, zanesljivi, slučaj.
Regreso despacio a tu sonrisa, como quien vuelve a casa. Finjo que no tiene que ver conmigo. Distraído recorro el camino familiar de la saudade, pequeñas cosas me atrapan. Una tarde en un café, un libro. Despacio te amo y a veces deprisa, mi amor, y a veces hago cosas que no debo. Regreso despacio a tu casa, compro un libro, entro en el amor como en casa. Počasi se vračam k tvojemu nasmehu, kot bi se vračal domov. Delam se, kot da se me to ne tiče. Raztresen prehodim domačo pot savdade, majcene stvari me priklenjajo popoldan v kavarni, knjiga. Počasi te ljubim in včasih naglo, moja ljubljena. In včasih delam stvari, ki jih ne bi smel. Počasi se vračam domov k tebi, kupim knjigo, vstopim v ljubezen, tako kot domov. Puerto Rico me lo regaló.
Življenje zahteva od mene drug obraz, drugo držo. Plimovanje let, čeri, skale so za seboj pustile kožo, ožgano od soli. Znotraj mene se ponovno nameščajo besede in čustva za neki svet, ki se je postaral in izgubil zobe. Težko je zapustiti oazo, o kateri je človek dolga leta sanjal. Gledati mrežo človeških strasti in doumeti, da nihče ni varen pred krivico. Prav v nespečnosti in morah počiva misterij, ki ga ne razrešijo revolucije niti utopije. Temna stran duše je tako resnična kot njena svetlost. In njeni labirinti so jame, kjer klapavice in raki skrivajo svoje rožnate klešče, pripravljene na ugriz preživetja. Toliko let sem si želela svet interpretirati kot nedokončani projekt zemeljskega raja. Prebiranje ljubezenskih knjig, plemenitost mojih prednikov in moje mirno otroštvo me niso pripravili na zlobo, na sprevrženost in na izziv krivic. Kot luno me je preluknjalo nenehno teževanje meteoritov. Težijo me preveze na očeh in na smehi, ki jih zdržuje le še trmasta vera. Teži me zaupanje, je kot lahkotna in plitva svetloba. Zato mi bo služila zrelost. Zato, da prodrem pri krasne mladosti ter vidim in ljubim brez strahu, tako gnilobo kot blaženost. Življenje zahteva od mene drug obraz. Sneti masko otroštva in kričati. Echado el abandono, aunque ya has muerto mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendición. Sufro a la mensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene, la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada, preta, querida, no puedo vivir sin verte, porque mi vida es quererte y amarte toda la vida. Oye, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Luna, ki je izhajala velika in zlata, naj jo je docela uspavalo po krajini pomladi. Svet je bil ta spanec. Vse drugo je bilo odprto in prazno.
Kako spoštljivo so gledali budni, ki so hodili mimo. Bili so zamaknjeni, nikamor niso mogli oditi. Najino trdno spanje, ki ga je luna obrobljala z zlatom in bisernino. Gledali so, kako spiva, in videli zdaj v stvareh, kar niso videli še nikoli. Usta so jim postala mehka in oči neskončne. Zvezde, ki sva jih prej nabrala in ki sva spala v njihovih svetlih prsih, so trepetale v njihovih dušah. Luna jim je jemala bleščavo. Spala sva. Spala sva zato, da so naju oni videli.
Zamislila sem si veliko drevo, večje od človeka, večje od hiše, večje od poslednjega upanja. Ob njem sem ostala leta in leta v njegovi senci, upajoč, da mi kaj pove. Pela sem mu pesmi, ga objemala, božala njegovo razbrzdano skorjo, prepredeno s praprotjo. Od mojega smeha so se mu razpirali cvetovi na vejah in na vsako mojo kretnjo mu je zraslo listje in so mu pognali plodovi. Bilo je moje, kot še nikoli nič ni bilo mojega. Vendar mi ni govorilo. Bila sem odvisna od njegovih šumov. Poslušala sem njegovo nežno plahotanje metulja, njegovo škrtanje pragozne živali in sanjala sem o njegovem glasu kot v čudovitem spevu. Vendar mi ni govorilo. Cele noči sem prejokala ob njegovem vznožju, stisnjena med njegove korenine, v objemu njegovih rok, v njegovih visokih deblom nad sabo. Vedela sem, da misli name, vendar mi ni govorilo. Naučila sem se peti kot ptica, prižigati se kot kresnica, razgetati kot konj. Včasih sem pobesnela in povzročila, da mu je odpadlo vse listje. Pustila sem ga golega in osramočenega drugim drevesom na očeh. Pričakovala sem, da bo to morda vzelo kot žalitev, kot nekateri moški pač. Pa nič. Naučila sem se toliko stvari, da bi lahko govorila z njim. Odvrgla sem toliko drugih potreb, da sem pozabila celo, kako mi je ime. Pozabila, odkot prihajam. Pozabila, kateri živalski vrsti pripadam. In obstala nema in zimzelena, upajoča med njegovimi vejami. Večer za večerom upijem za bežečo lučjo. Ali moje roke ne sežejo do gora in med njihovimi prsti mi uhaja luč sveta. In hudo mi je, ker je ne vidim, ker ne občutim veselega hrupa življenja. Kakor da se bojim, da je luč, ki zahaja, poslednja. Da bi se zbudili brez luči. Mislim na vse oči sveta in v moje se mi zaleze vseh bolečin vsa. Ničesar ne videti. Vedeti, da je nekje lep svet in ga ne moči gledati. Polja, nebeški svodi, drevesa, neznanska mesta, poti človeka. Vendar vem, da je toliko zari, kot je sončnih zahodov, da človek nikoli ne zgubi luči za zmeraj. Vem, da so noči velikanske črne čeri in da jih človek s svojimi sanjami počasi dolbe seje po njih luči naboja, dokler se ne razpočijo in jih ne vrže v zrak dinamit, ki ga nikoli ne zmanjka. Zakaj? Zmeraj se da ni in zmeraj so ljudje. Quise
Delati prostovoljno na področju kulture in ne razmišljati o tem, koliko energije in prostega časa ob umetniškem ustvarjanju puščamo za sabo, je velika vrednota. In to delati dobro in z vso vnemo, s pogledom vedno usmerjenim samo naprej, je nekaj, kar kulturniki nosimo v svojih srcih. In ko je vse, kar smo žrtvovali, nagrajeno z aplavzom in iskricami v očeh občinstva, se zavemo, da ni bilo zaman. In da je bila vsa pot, ki smo jo prehodili, prava. Vse se enostavno vrne. Danes na tem grajskem dvorišču svoje 10. obeležje slavimo člani kulturnega društva Drugi oder, ki smo v januarju leta 2012 skupaj zajeli veter v svoja jadra in sklenili, da na odrske deske Brežic ponovno prinesemo zgodbe gledaliških in literarnih stvaritev. V kraju, v katerem živimo, delamo in smo si v njem ustvarili družine, sklenili prijateljstva in v katerem smo si zgradili svoja življenja, smo entuziastično pričeli graditi zgodbo, ki je svoj epilog doživela danes, tukaj, z dogodkom, ki je posvečen našemu 10-letnemu delu. Danes je dan, ko je prav, da se sprehodimo skozi čas in naše delo. Za nami je kar nekaj avtorskih kulturnih prireditev in naj se spomnimo le na nekatere. Pogovorne večere z gosti Damjanom Šinigojem, Matejem Filipčičem, Majo Gal Štromar, Vladom in Sašem Podgorškom, Damjanom in Boštjanom Kozoletom, Nikom Zagodetom in Luko Marčetičem, Cvetko Tomin in Juretom Godlerjem, recitale pesmi Ferija Lajnščka, Toneta Pavčka, Milana Dekleve, Damirja Šambareka ter šepet vina. Pripravili smo tudi lutkovno igrico za otroke v osnovni šoli Brežice, z brežiškim kulturnim dežnikom pokrili kar 4 vsebinsko povezane otroške gledališke predstave z različnimi delavnicami ter ob koncu leta otroke razveselili z novoletnimi otroškimi predstavami v Brežicah in Novem mestu. Kot partnerji smo pogosto sodelovali na prireditvah občinskega in lokalnega nivoja, večkrat sodelovali za JSKD Brežice in Posavskim muzejem, med drugim tudi povezovali osrednje kulturne prireditve. Posebej odmevni sta bili naši prireditvi Zvezde na nebu žare, z besedo in glasbo po poti Slavka Avsenika na tem istem grajskem dvorišču, ter projekt, ki je nosil naslov Ah, kako lepo se sanja, ko smo uprizorili večer s Francetom Milčinskim Ježkom. 6 let zapored, od leta 2014 do leta 2019, je kulturno društvo Drugi oder organiziralo tudi dogajanje v sklopu projekta Maj v mestu Brežice, ko je mlade pevske upe povezalo v glasbeni vrtiljak, na katerem so se mladi pevci osnovnih šol občine Brežice predstavili na zabaven in tudi tekmovalen način v različnih kategorijah. Za nami je kar nekaj projektov v okviru gledališča za otroke in mladostnike. Največji, ki se lahko v našo zgodovino zagotovo zapiše z veliko začetnico, pa so zagotovo naše gledališke predstave. Musical Plešasta pevka, katerega premiera se je uprizorila ob otvoritvi prenovljenega Doma kulture v Brežicah, celovečerna gledališka predstava Oblast ter 3 avtorske gledališke predstave, in sicer predstava Trikotnik, s katero je društvo sodelovalo na festivalu Mladih vizije, ter predstavi Zasebno življenje in ženske, s katerima je društvo sodelovalo na Linhartovem srečanju. Konec leta 2019 in začetek leta 2020 smo se člani intenzivno pripravljali na novo gledališko igro Jureta Godlerja, Predsednikova norost, vendar je vse načrte žal ustavila pandemija in upanje še gojimo, da se uprizoritev zgodi. Kljub koronskim časom pa je v letu 2021 društvo prvič izdalo tudi pesniško zbirko z naslovom Osvetje ter ob tem pripravilo zanimiv in bogat kulturni program z lokalnimi glasbenimi izvajalci ob izidu zbirke. Danes gre zahvala vsem, najprej vam, članom kulturnega društva Drugi oder, za ves trud, požrtvovalnost in zgodbe,
s katerimi ste v eno 10-letno združili naš skupni podjem in cilj. Ustvarjati in graditi ter brežiško kulturo postaviti na nivo gledalcev, ki jo bodo zajeli in okusili na način, ki prinaša v lokalnem okolju dodano vrednost in jo bogati. Hvala za vaše povezovanje, prepletanje, ustvarjanje in raziskovanje. Za vaš čas, za vaš trud in bogatost, ki jo razdajate občinstvu. To je način življenja. Je poslanstvo, ki ga opravljaš za svoje zadovoljstvo in osebno srečo, za svojo dušo. In danes za vseh 10 let hvala tudi vsem našim domačim. Nemalokrat je zmanjkalo časa za vas, da smo lahko na koncu, kot danes, stali na odrskih deskah in dokončali projekt, ki smo si ga zadali. In hvala tudi vam, naše drago občinstvo. Vsem vam, ki ste zmeraj tu oziroma ki se trudite, da bi bili čim večkrat z nami. Za vašo zvestobo, za vaš prispevek in za to, da preprosto ste z nami, nas spremljate in bodrite in da ste naši navijači. In na koncu še velika hvala vsem vam, našim današnjim gostom večera, da ste del tega našega res velikega dogodka, mesečni objem. V njem smo se danes skupaj zaobjeli in to je zgodba, ki je za nas nekaj posebnega. In ni naključje, da smo si zanjo izbrali ravno vas. In za konec samo še ena misel. Brez kulture in s tem povezane svobode se zdi še tako popolna družba kot džungla. Zato je pristna kreacija darilo prihodnosti. Naj bo prihodnost na naši strani in naše stvaritve samo še boljše. Hvala vsem. Sedaj na oder vabim Simono Rožman-Sternat, vodjo močne izpostave JSK Dobrežice. Simona. Ti pomagam? Lepo pozdravljeni, spoštovani člani Kulturnega društva Drugi oder, spoštovani obiskovalci. Tako lepega nagovora o ljubiteljski kulturi že dolgo nisem slišala, zato hvala. Vse je res in hvala, kar si to povedala na tako lep način. Tisti, ki smo v ljubiteljski kulturi, se tega zelo dobro zavedamo, spoštujemo in negujemo. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti podeljuje posameznikom, ki se na tak način predajo ljubiteljski kulturi, jubilejne značke, in sicer za področje gledališča sicer Linhartove, ampak ker je Drugi oder tako raznolik in tako raznovrsten, bomo danes podelili splošne značke, ki so namenjene plemenitemu delu na raznolikem področju, tako kot je že Mojca opisala njihovo društvo. Te društva štejejo tudi tistim, ki veliko delujejo v organizaciji, tako da zaobjame prav vse. Danes bomo podelili bronaste tistim, ki delujejo 5 in več let, srebrne tistim, ki delujejo 10 in več let, imamo pa tudi eno čudovito častno značko. Bronaste značke bomo podelili naslednjem, sedaj bom mikrofon odložila, ampak predvidevam, da se bo slišalo vseeno, bom povedala jasno in razločno in vsi prijemniki prosim, da se mi pridružite. Najprej vabim Janeza Bršca. Bronasto značko prejme Dušanka Bulut. Bronasto značko prejme Alja Istenič. Goran Miljanović. In Ana Zorko.
srebrno značko, jubilejno breme Mateja Bogovič-Fihnja. Denis Derenda Cizel. Mojca Florjanič. In tu je še Žan Florjanič Baronik, prosim, da prevzamete. Darja Jamnik. Diana Kosar. Tatjana Kosec. Borut Pelko. In Natalija Pelko. Vesna Smrekar. Matija Vimpolšek. In Lea Zakmajster Jovanovič. Imam še eno čudovito priložnost in čast, da podelim častno značko plemenitemu kulturniku, tako ustvarjalcu, poustvarjalcu, kot tudi poslušalcu, Vlado Podgoršek. Dovolite, da ob koncu iskreno čestitam vašemu društvu. Predsednica Mojca, prosim, če prevzameš tole eno darilce z naše izpostave v zahvalo za odlično sodelovanje in z veliko željo po ustvarjanju vašem seveda še naprej in po skupnem sodelovanju. Mogoče se boste kam odpravili, pa vam v pomočke. Tako da iskrene čestitke vsakemu članu in seveda vsem skupaj in hvala za ta rdeče-črno obarvan večer z španskim in latinoameriškim navdihom. Ne? Lepo. Hvala JSKD-ju, hvala vsem vam. Zdaj vas povabim na... še malo, pardon, prehitevam kot zmeraj. Spoštovane članice in člani kulturnega društva Drugi oder, spoštovani gospe in gospodje, lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Zveze kulturnih društev Brežice. Kultura je motor vsakega naroda, saj svojim delovanjem usmerja kulturni utrip in družabno življenje v vsakem okolju. In to predstavlja Drugi oder tudi v Brežicah. Zato ob jubileju iskrene čestitke in želim še mnogo takšnih večerov, kot je danes. Hvala. Jaz sem ga izkoristila in sem ga izkoristila kar 4-krat.
Hvala vsem za današnji obisk. Hvala ZKD-ju, hvala JSKD-ju, hvala vsem KDD-ojevcem, hvala vsem gostom in domačim. Zdaj vas pa vabim na kozarček Latina, nekaj, bom rekla, da se današnji večer zaključi. Vabi vas naše na novo ustanovljeno društvo v Krog someljejsko, tako da prosim, pridružite se nam pri kapljici, da bomo še kakšno rekli in na primeren način zaključili ta večer. Hvala. No, prej bomo pa še zaplesali. Lahko si pa danes med plesom že privoščite kozarček, da bo bolj zabavno. Hvala še enkrat vsem. Plesalci, ne pobegnite mi z odra. Ena mala malenkost za vas in za ta prekrasen utrinek današnjega večera od KDD-oja. Hvala še enkrat, bili ste odlični.
Zdaj pa prosim, da na oder pridete ostali nastopajoči današnjega večera. Se pravi naši glasbeniki. Naša čudovita Tamara Kos. Hvala, Tamara, za tvoj čudovit glas. Hvala, Miha Koretič, za tvoje čudovito ubiranje strun na kitari. In hvala, moj dragi sosed, da si delil današnji večer z nami. Zdaj pa prosim, če pridete na oder vsi današnji nastopajoči KDDO-ja, ki ste obenem tudi nagrajenci, in vsi ostali nagrajenci, ki ste danes prejeli nagrade JSKD. Prosim, če se mi pridružite na odru, zaradi tega, ker bi radi naredili eno skupno fotografijo. Hvala, draga Mateja, za vso današnjo pomoč. Hvala, Hana.